Moje ime je Robert Kranjec, bivši smučarski skakalec, danes pomagam Smučarski zvezi Slovenije. Živijo, Robi, izredno vesel sem, da te lahko gostim tukaj v moji oddaji. Sezona je praktično zaključena, oziroma pred parimi dnevi se je zaključila sanjsko za Slovenijo. Rekord je ponovno v Sloveniji, na slovenskih tleh. Kako si vse to doživeti? Lep pozdrav, ja. Rekord se po dolgih letih vrnil v Planico in sem pač zelo vesel, sploh pa zaradi Domna. Ker vem, da je on pač po duši letavec in se mi zdi, da je prav, da mu to pripade. Te spomne kaj nate? Ti si bil bolj po duši letavec? Ja, pač oba da uživava v zraku, sploh ko prijejo pač poleti. Pač tam, jaz sem ratov druga oseba, tudi Doman, čeprav letos je pač obrnil malo plato in je tudi na manjših skakalnicah. Ja, in vsi smo veseli, da je tako. Danes bo začela malce drugače, kot ponovadi začenjam z gosti malo bolj sproščeno. Si bolj jutranji ali večerni tip človeka? Ja, jaz mislim, da oboje. Pozno spat, zgodaj vstati. Poleg spanca ni dovolj. Mislim, spanc takrat, ko ga rabim, takrat se vzamem. Drugače po načeloma nimam težav z ostajanjem. Pač če sezono velikokrat zelo zgodaj začnem, da pač vse naredim, da sem popoldne lahko z družino. Med kariero ali pa ko si imel treninge, si najraje sprostil ob kakšnem filmu, seriji, ali si bil tak, da si kakšno knjigo prebral, kaj ti je najbolj ustreza? Ja, v bistvu tako na začetku, ko sem bila še s Primožem skupaj reprezentanc, tako ko smo okoli šli, so v bistvu zelo veliko brala, tako da vse kriminalke sem pa že prešal to na druge knjige. Takrat so brala, doma pa v bistvu sem bil pač špelo z mojo ženo. Z njo sem si vzel čas, pač tiste 3 dni ali pa 2 dni, ko sem bil doma. Mogoče da je kakšnega prijatelja obiskal. Pa to se pa čas beži, pač imamo zelo natrpano sezono in je najbolje, ko priješ domov, da si z družino in da se umiriš, dobiš to energijo, kaj raba za naprej. Kaj bi pa tvoj recimo najljubši šport poleg skokov? Kaj si reče pogledal recimo po televiziji ali pa kaj? Ja, po televiziji v bistvu sem spremljal vse. Ne vem, poleti je bil fuzbal, pozimi so bili bolj zimski športi. Tako da, ne vem, nisem bil na začetku, ajde rečem tako, MotoGP sem zelo spremljal. Pa kaj Rosija nehal sem pa v bistvu. Potem si bil pristaš Rosija, tudi slikal si se z njim, sem videl. Tako je, sem ga spoznal. Ja, super. Zdaj, če bi zadev jackpot ali pa da bi ti nekdo rekel, da greš, ne vem, da te Red Bull povabi na Islandijo, da greš probat čez 300 metrov leteti, kaj bi raje vzel? Ja, zdaj v bistvu bi jackpot, ki ne bi upal skočiti, zaradi strahu. V tistem momentu, ko sem pa skakal, pa definitivno skok. Ja. Kaj pa misliš, da je realno to, da bomo enkrat na ta pravih skakalnicah, ne izven skakalnic, videli polete čez 300 metrov, oziroma misliš, da je prav, da gre recimo razvoj v to smer, misliš, da bo enkrat možno poleteti čez? To je vse pač na strani FISE, oni določajo pravila in že tako imajo omejen, v bistvu je omejena višina in tukaj noter je treba pač skakalnico postaviti. Zdaj pač morajo oni višino dvigati. Prva je kot varnost. Sigurno je Rojo Kobayashi lansko leto dokazal, da se da, da je varno. Ja, mislim, moje mnenje je več velikank, bolj atraktiven je tudi za sam šport in za gledalce.
kot pa te manjše skakalnice. Kaj pa neka najbolj bizarna stvar, ki si jo doživel na skakalnici, ali bo to na treningu, tekmi, da si je ti tako pripetila? Spomniš zdaj? Ja, da ne vem, da sem se pozabil v koj zapet. Ja. Ne vem. In kakšen je bil izkupiček, oziroma kaj si bil pol? Ja, šel sem v salto. Če ne bi bil skakalec, kaj bi bil? Ja, težko vam zelo to povem. Kaj pa vem. V bistvu mene je šport naredil osebo in ne vem, znam si sploh pač predstavljati ali pa razmišljati, ne vem, kaj bi brez športa. Evo, tukaj imam eno fotografijo, tvojo, verjetno veš, iz kje je. Tukaj si bil Salt Lake. Kakšni spomini? Tam, ko sem malo se pripravljal, tukaj sem videl, tukaj si v bistvu počasi že par mesecev prej prebil tisti let, prišel si med 10, skakal dobro, postal del ekipe, bil si najmlajši. Kako so te sprejeli in kakšni spomini te sploh vežejo na to preboj v elito? Ja, v bistvu takrat me je Matjaž pač na začetku malo dol noter zadržal, kad reč hitro prije do menjav, pač ne osvajaš točk. Takrat nas je bilo tudi zelo malo pač pripravljenih za ston pokal, takrat je bila čisto druga zgodba, kot je to danes. In ja, na novoleten sem jo odprl in sem podoživel v Salt Lake Cityju isto kot na novoleten, pač ta zadnji skok na olimpijskih igrah sem pa prvi skok noge zarukal. Kako so te pa sprejeli, takrat so bili starejši od tebe, bil si v družbi Peterke, Žonte in Frasa, kako je bilo deliti? Ja, s Frasom sva danes zelo dobra prijatelja, tudi sploh s Petrom Žonto, s Primožem se velikokrat slišva, tudi zanj sem bil pri njemu. Ja, pač s Petjem sva bila kuj super, Žonta je bil malo bolj na stand-byu, Fras pa pač tukaj je bil pač takrat najstarejši in pač je malo bolj bil ukazovalen. Ja. A ste imeli, imate zdaj mogoče kakšno obletnico, vseeno gre za nek lep uspeh, lep jubilej, ki konec koncev bi ga lahko tudi vsak let ali pa vsake 4, mogoče olimpijsko leta. Sem bil jaz to pobudnik, ampak ne, nimamo, Primož pa Žonta ne gresta skupaj. Ja. Kaj je bila pa tvoja največja vrlina kot skakalec, tvoja največja kvaliteta, ki jo ti sam za sebe misliš, da je bila? Občutek za zrak. Kaj pa tisto na koncu koncev drugi ekstrem, kaj ti je pa misliš, da manjka, da bi bil morda res non-stop, da bi bil tam mogoče konec koncev tudi osvojil kristalni globus ali pa se boril na manjših skakalnicah za največje uspehe? Ja, da bi mi narava dala, ne vem, da bi bil atlet, se pravi, eksploziven, močen. Ja. Veš, kaj pa še mene zanima, ker gledam malo te skakalce, že od majhnega res sem rad spremljal, še vedno rad spremljam skoke. Ko se odrinete iz tiste zaletne rampe, imam občutek, vsi se odrinete počasi. A je kakšen efekt, če se odrineš z močjo? Vem, da mislim, da Peter Žonta se je zelo močno rad odrinil. A je na koncu, ko prideš do konca mize, je kakšen efekt, bi tle dubu kakšen kilometer? Ne, so delali študijo. Ni efekt, ampak zdaj pač en se porine za to, da bo kaj čez prav, en se malo porine pa da rad dol. Pač odvisen, on se mora, pač vsak skakalec se mora spraviti to počep in zdaj en se nič ne odrine, na koncu ni pointa. Kaj pa je v bistvu sploh vplivalo najbolj na to brzino, če tako pač laike, kaj je ta položaj, oziroma zakaj je prihajalo do takih razlik med najboljšimi, recimo, pri tej hitrosti? Ja, v bistvu notri špora je, rečeva, 12 do, ne vem, je zdaj limit do 13 cm je recimo široka. Skakalec najbolj doseže pač največjo hitrost, takrat, ko je sproščen in ko voz v sredini. Ja, najbolj enostavno. A si imel kakšno rutino ali pa ritual pred kakšnimi skoki, recimo, spomnim se vsi Primoža, kako je tolkel po svojih nogah, kaj pa ti, si imel kaj? Ja, imel sem pač, za tekmo sem imel
podres, pač tekmovalen, pa ne vem, sem roke tako da je. Ne vem, ja, to v bistvu je stvar dogovora s psihologom in to pač v bistvu delaš, treniraš na treningih in v bistvu ni, da priješ na tekmo pa... Zaresno to, da počneš, ja. Evo, prišla so do skakalnice ali letalnice in zakaj letalnice? Ker že vem, poznam tvoj odgovor. Ja ne, pač letalnica, mislim, pri meni se je tako dogajalo, da so veliko večje brzine, ampak pri meni je bilo to vse bolj počas. Prvi skok ali pa polet je pač ta strah prisoten, adrenalin, ampak pa se pa stvar umirila. Tako, ne vem, imel sem čas popravljati napake sproti. Kaj pa, verjetno, katera letalnica ti je bila najljubša? Verjetno domača, čeprav rekord imaš pa na Norveškem, je tako? V Vikersunu, tako. Ne, še zmeraj je pač planica, pač pred domačo publiko nastopati. Sploh mi je bilo všeč še ta stara, ki je bila lesena, ki je bilo vse še bolj strah, kot je pa danes. Pač eno je efekt, kako jo vidiš, pa kako je narejena, ali pa danes je to čisto druga zgodba. Ja, se je glih to, kjer je bila najbolj zastrašujoča, morda ta stara planica ali pa spomnim se tistega Harahova, je bil tudi, ni izgledal ravno bleščeč, ampak kje si se sam počutil tako, ok, ti si užival v skokih oziroma v teh poletih najbolj, ampak kaj je bila tista najbolj scary skakalnica, če povem? Ja, ta stara planica pa Harahov, ampak Harahov smo imeli tak zmer več ali manj meglo, pa veter, tako da... Se ni veliko skakal? Ne, v bistvu, ja. Ali pa jo nisi dobro videl. Je bilo lažje po tej plati. Ja. Kateri polet je pa ostal najbolj v spominu ali pa imaš najlepši spomin, obstaja sploh to? Ja, imam, recimo, rečeva Vikersund, planica, ki sem zelo zgodaj začel spuščati, zadnji skok, ki sem zmagal. Pač v bistvu te spomini, ti ostanejo tiste dobre stvari, te slabe. Gre hitro Ne, en predal. pač jih brišeš in to je to. Kaj bi pa pol, recimo, če že lahko izpostavlja en najbolj čustven moment v tvoji karieri, mogoče kakšno zmago ali pa ekipno zmago ali pa posamično doživel najbolj, mogoče da malo izstopa ali so vse približno? Ja, to je tako, da bi imel dva otroka pa rekel, kjer ti je ljubši. Pač vse, kar je bilo pač ti zame top, težko bi popredalčkal, od prve zmage olimpijske, biti svetovni prvak, to je vse isto. Vemo, da je vsem to pač na nek način je posamičen šport, ampak tekmujete tudi ekipno. Slovenci ste bili mogoče bolj povezani s katero nacijo, s katero ste se najbolj recimo družili ali pa ko ste na teh konec koncev potujete skoraj več kot 200 dni, ste okrog, ste se razumeli s kakšno ali ste bili sam znotraj svoje? Ne, v bistvu najbolj tako, ko so pač umaknjeni zase so, Avstrijci pa Nemci. In čeprav se mi zdi, da ti danes mlajši, ki jih spremljam, so že tudi oni zelo bolj skupaj pa se pogovarjajo, kakor je bilo pač v mojih časih. Tako da, ne vem, mi smo bili za njih zmer bolj Balkanci, tako da v mojih cajtih smo bili veliko, s Čekonom, s Čehi, pač to bilo to. Okay. Kaj pa to, ne vem, če te je že kdo vprašal, ste tudi skakalci igrali to famozno deluxe ski jump igrico, si jo kdaj igral? Ja, na začetku, ko je vam prišla, smo nekaj igrali, ampak ne vem, smo.
Pa so na koncu bolj trenerji igrali, kar pa mi. Kdo je recimo najbolj izstopil, se kaj spomniš? Goran Janus, moj še danes igra. Goran, pozdravljen. Robi je dejal, da ste bili vi kar zagreti za to legendarno računalniško igrico Deluxe Ski Jump. Ste bili res, a ste mogoče skakali takrat pod svojim imenom ali ste izbrali kakšnega Robija ali pa Petra Prevca, mogoče kot svojega skakalca, ko ste bili v tej igrici? Ja, najprej živijo. To pa kar sega, mislim, da kar v letu 2000 ni bil Robi tisti prvi, mislim, da je bil kar Peter Žonta. In imeli smo tudi veliko časa, igrica je ven prišla, je bilo nekaj zanimivega, tako da smo se tudi tam pol dobili pa pač odšpilali, kdo je boljši, ne. In seveda je bilo kar na knap. Pravilno. Vaša prva sezona kot glavni trener moške A ekipe je bila 2011-2012, tista je bila tudi za Robija izjemna, na njej za kar nekaj velikih zmag, izstopa pa tista naslov svetovnega prvaka v Vikersundu. Kaj vam je ostalo najbolj v spominu, mogoče tudi, ali pa tista zmaga v Planici, mislim, da je bila celo prva posamična na slovenska na velikanki. Kako vam je ostala v spominu ta sezona? Mogoče sem jaz bil malo prednosti, ker jaz sem z Robijem že od leta 2000 delal. Potem je bilo mečkom premora, kakšnih 5 let recimo, ali pa 4 leta. Tako da na novo, ko sem nastopil v to službo kot glavni trener, sem ga že poznal, no. In bilo je precej lažje, tako da z Janem Grilcem smo takoj vedeli, pač, v katero smer bomo to zapeljali. Je pa Robi letalec. Enostavno tista tekma, ker vemo, 2 dni se šteje, petek, sobota, najbolj seštevek. Bilo je zelo na knap, je pa zadnji skok, je pa mislim, da je bila metraža 244 metrov. Seveda smo bili veseli, zadostovali je za prvo mesto, svetovni prvak. Pa mogoče ena anekdota iz tega, ker naslednji dan v nedeljo je bila ekipna tekma. In na ekipni tekmi z Robijem gor skupaj stojiva, gledava, Piotr Žila se je ogreval in rekel, poglej, ko se ta ogreva. Sem rekel, pa čak, no. A si ti svetovni prvak ali je on svetovni prvak? Sem rekel, dej, mali, ogrevaj se. Tako da to je ena mogoča anekdota, no, iz tega. Prej sva rekla, se je Robi rodil s tem nenormalnim občutkom za letenje, ali je to možno natrenirati do te mere? Kako je s tem? Jaz bom rekel, da je Robi kar dober delavec, bil v svojih časih, ta prav vedel je, zakaj trenira. Ni bilo samo tisto urco, pol 2 urci, kolikor se skupaj dobimo, recimo, da bi to delal, ampak še zmeraj je nekaj sam svojega naredil, je bil pa zelo močen v zraku, no, in to je bila ena njegova odlika. Tisto, kar je najpomembnejše v zraku, v preletu, to je Robi imel in zaradi tega je tudi lahko na večjih skakalnicah v bistvu bil zraven ali pa zmagoval. Kaj pa v opremi? Vemo, ti se zdaj ukvarjaš z dresi in šivaš drese. Kaj je zate najbolj pomembnejši del opreme? Konec koncev, ja, verjetno se pozna razlika med najbolj kvalitetno opremo pa malce manj kvalitetno. Tudi sam si recimo smuči vmes tekom kariere, začel si na Elankah, končal na Fischer smučeh. Povej mi ti, kako ste skakalci, gledaj, ste res recimo poznalo med kakšnimi znamkami ali to so sam detajli odločen? Ne, siguran, da mislim, v tistem času je imel pač Fischer veliko boljšo tehnologijo kot Elan, ampak danes ima to Peter Slatnar, čez. Mislim, da je to, če ni celo najboljši ali pa najbolj vodilen. V tistem cajtu pri meni je bilo majhen drugačno. In pač mene je zmotil pri Elanu edino to, da nisem dobil 2 enakovredne smuče, ampak ena je bila drugačna kot druga. In pri Fischerju sem po tistem momentu vse to dobil in sem pač presedlal drugam. Nažalost so v bistvu v skokih tudi del tega lahko hudi padci, poškodbe. Kako si se ti soočil s tem? Konec koncev
vsi se spomnimo tistega res hudega padca na začetku tvoje kariere. Kako si ti doživljal to in mogoče se sploh spomniš recimo tega padca, kako se je zgodil, kaj šlo narobe takrat pri tistem skoku? Ja, to je bilo tako, da v bistvu jaz sem bil takrat ali v B ali pa v mladinski reprezentanci in jaz sem takrat dobil 2 dresa, enega poleti, enega pozim in je bil do terana. In bil sem pa res v zelo dobri formi, se mi zdi, da sem bil celo najboljši od Slovencev v tistem momentu. In Matjaž Zupan, ki je bil v reprezentanci, vprašal, če ima kjer odajovcev še kakšen kombinezon in Peter Žonta je rekel, da ima enega novega Mitsunota. Smo to premerili, Goran Janus ga je odpeljal, tipo živi zlati, pač požat, zrihtat. Jaz sem ga pa drug dan pač na velikanki testiral in nisem začel kombinezona in je pač prišlo do tega padca, vsega ne spomnim. Vem, da na vrh sem si zaprl zadrgo, pa v bistvu sem se zbudil 6 dni kasneje v bolnici. Mislim, zbudil sem se že drug dan, ampak se nič ne spomnim. Kako si pa pol, ko si se vračal enkrat, pa še vedno izjemne uspehe nizal na letalnici, ampak kako si se soočil naslednjič, ko si prišel na letalnico, je bil prisoten ta strah neki v zadnji? Ne, v bistvu jaz se itak nič ne spomnim in pač ne vem, pri skakalcu je največji problem to, sem imel pač več takih pacov, če se ti iz mize kaj naredi, pa padeš na glavo in imaš tisoč vzorcev v glavi in vsakič, ko se peleš v radius, ti to podoživiš in moraš iti prek sebe. Imaš skakalce, ki grejo, pa imaš določene osebe, pač, ki ne grejo. Kako je bilo pa, sodeloval si rekel z športnim psihologom, kje si tukaj naredil največje korake naprej oziroma kje ti je najbolj pomagal v tvoji karieri? Pač moje mnenje je, da vsak športnik rab psihologa ali pa pač osebo, ki se z njim lahko odkrito pogovoriš in da ima ta on pač zaupanje, da ima to pač osebne, da razlaga vse okoli. In da ti proba pomagati, so izobraženi za to, učijo te, te tehnike sproščanja, pa to se že tako naši zelo hitro začnejo. Ampak na koncu, ko si enkrat v članski ekipi, pa ti rabiš v bistvu pogovor, usmerjene te stvari. Veš, kaj me tudi zanimivo pri skokih, kar res odločajo te nianse in recimo pride do momenta, ko si v izjemni formi, potem je pa lahko en detajl, ena sprememba in se ti lahko poruši praktično celotna sezona. Veliko se je dogajalo. Kako se ti spopadal s tem, ko v bistvu si delal po tvoje vse isto, rezultata pa ni bilo. Tle prvo se mi zdi, da odloča, lahko si tretji ali pa drugi na tekmi, lahko pa se ne kvalificiraš. Plus tukaj so še veter in zunanji vplivi. Kako je bilo, kako si se pri teh, verjetno si doživel neki nihanj v karieri in kako si že čez to? Ja, nihal sem imel kar veliko. Ja, v bistvu je zelo tehničen šport in je v bistvu veliko je v glavi. V bistvu, ko ti enkrat spet prideš nazaj v to svojo top formo, vidiš, da je čisto nastaven, ampak ko si pa enkrat v krizi, je pa toliko stvari imaš v glavo, vse te moti. Jaz spomnim, da ko sem šel na rampo, sem si še 6-krat pogledal, če sem si sploh zavezal čevlje. Pač psihologija je tukaj. In težko je zdaj, da te psiholog tudi toliko naučil, kakor se pa človeku v glavo v tistem momentu, ki pač res, ki ti ne gre, kaj se pač v glavo dogaja. A si bil kdaj to pred tvojo poškodbo kolena na momentu, zakaj to še sploh počnem? A si kdaj prišel do tega, da naraj že predtem končal? Ne, nikoli. Po je v bistvu po poškodbi, ker nisem tega feelinga nazaj dobil, pa sem že prihajal zraven. Ampak ja, takrat pač me niso vzeli na polete, hvala Bogu, mogoče bi me že en let prej povedal, da ne zaključim kariero. Ampak ja, vse je nekaj za dobro, jaz pravim. Ko si omenil to poškodbo, a si tega mnenja
oziroma takrat, ko se je poškodoval, si verjetno tako razmišljal, vrnil se bom še močnejši, pa še boljši, pa da bo koleno v še boljšem stanju. Kakšnega mnenja si ti zdaj, ko si dal to čez, rekel si, da se nekako nisi znašel, nisi dobil več tega občutka, ampak verjetno takrat si tako razmišljal, kakšna je pa realnost, da nam zaupaš, recimo, ker ja, športniki smo vsi dali dosti hude poškodbe čez in ni glih tako, kot rečejo doktorji, čez 6 mesecev si nazaj. Ja, ne, kolenje, sploh pa nas je, pač mi moramo biti mobilni, levo, desno, ne, ti smuča vzame. Ker ste enkrat operirali na kolenu, te je strah na led stopati, pa moraš še skočiti, dobiti te feelinge nazaj in je kar dolga pot, no, pač ni tako, kot pravijo po 6 mesecih, pri nam se to potegne in pač ta zaupanje vase in malo skakalcev se nazaj vrnili na isti nivo. Velik del skokov je tudi prehrana in skrb za telo. Si imel kdaj, oziroma si imel borbo ali je bila to postala neka rutina, kako si se spopadal s tem, kajti vemo, da je to zelo, zelo pomemben dejavnik v skokih? Ja, v bistvu, jaz, ko sem bil mladinski, sem imel okrog 64 kg, čez 2 leta na olimpijskih sem imel 55 kg. Pač takrat so bili tudi drugi časi, pač si mogel biti pač suh, drugače ni zraven prišel. Zdaj, hvala Bogu, je omejen glede na višino kilaža, tako pa indeks in višina smuči, ampak na koncu pri vsemu treningih je odrekanje isti, zdaj pa imaš pa spet. Eni morajo paziti, enam ni treba nič paziti, pač je čisto odvisen od telesa, zdaj veliko nas je različnih in ja, pač vsak ima borbe po svoje. Kakšen je bil pa recimo tvoj tipičen, če mi lahko zaupaš, dnevni jedilnik, ko si imel recimo sezono ali pa med samim tekmovanjem, s čim ste se, v bistvu, da ste lahko vzdrževali to? Ja, v bistvu na koncu, zadnji del moje kariere sem v bistvu, ker sem imel tudi doktorja Knapa, ki mi je pomagal, v bistvu najbolj je bilo zame, da sem dal ogljikove hidrate ven, pa bil na beljakovinah, pa proteinih. Ja, tako sem imel najmanj težav s težo. Koliko je bilo pa koliko si rekel prej, kilaže, to je recimo, da je bila tvoja idealna ja, na koncu sem imel 63, ker so pač je bil že limit. Pod to nisi smel iti, ne? Mislim, ja, ne, nisem šel zaradi smuči, ker drugače bi imel pa krajše smuči. Ja, res zanimivo in res ste dobri, da pridete čez vse to. Družina v tvojem življenju, spoznal si Špelo, dokaj hitro, mislim, da znotraj enega leta sta se tudi poročila. A lahko rečeš, da je to recimo ljubezen na prvi pogled bila med vama? Pa v bistvu ne. Jaz sem jo spoznal za 1. maja na morju. Pa so se začela družiti, pa skozi prijateljstvo, se pač to razvilo. Ja, in potem tudi sta se odločila za posvojitev in šla v to. Verjetno, ja, kako je mi lahko zaupaš mogoče ta proces, kako je bilo sploh s tem vseh teh pridobivanj, verjetno papirjev in vseh podobnih stvari, koliko časa je to sploh trajalo? Ja, pač mi, da so probala umetno, pač ni šlo, matrala so se par let. In na koncu so se pač odločila za posvojitev. Raziskvala, skoraj cel svet in na koncu se pač odločila za Afriko. In to so pač čisto na svoje roke. Pika je bila zelo hitra. V tistem momentu, mislim, takrat, ko se je to dogajalo, sem imela res srečo, pač danes so postopki veliko daljši, kot je bilo takrat. Glede pridobivanja papirjev se mi pa zdi, da je isto. Pač rabaš prevode, doma tukaj moraš overjati. Ne vem, koliko je danes postopek, pač moram reči, da v tistem momentu, ko sva šla mi do, to je bilo vse super. Kaj je bilo v tisti prvi moment, ko si jo videl, ko si jo zagledal živo? Ja, Pika je bila zelo majhna pa drobna.
pa na mest planic je imela Orečko gor. Ne, bila je pa že takrat tako lepa punčka, da pač nam pozabil te, ki je stopila z mamico noter v džipa, pač tam je bil ta prevozno sredstvo. Ja, je bilo zelo posebno občutek. Ste že obiskali mogoče njeno domovino spet? Ne še, ker se mi zdi, da ta moment Pika bo 12 stara, da je še vse ve, se slišimo tudi z Gvinejo Bisavo še zdaj, takrat, ko oni imajo pač signal da prek Skypa, ampak se mi zdi, da je ona premlada za še ta moment, da bi Gvineja Bisavo ni glih tako, kot pa Portorož. Je malo drugačen v Afriki, tako da se mi zdi, da je premlada, da bi še tja. Imamo pa namen, da bomo šli, ko bomo šli enkrat na dopust v Afriko, bomo še šli sigurno v njihov konc. Zelo lepo. Bi svetoval parom, ki so na podobni prepreki v življenju, da izberejo to pot, mislim, zdaj, ko se pogledaš nazaj? Mislim, imaš pare, ki pač noče imeti otroka, ne. Drugače pa ne vem, če lahko nekomu pomagaš, se na koncu si vzameš, da je otrok tvoj in mu pač ponudiš vse, kar se da. Ja. Kaj pa Pika pa šport? Jo zanimajo skoki? Ne, Piko ne zanimajo skoki. Sicer vse naše skakalce pozna, pa vse punce pozna, ki ga prije daj dol v delavnico. Jo ne zanima, ona je pač trenira atletiko in je v drugem svetu. Lepo. Je bila pa ona tista, ki ti je v bistvu zadnji skok naznanila oziroma dala znak. Kaj si ti takrat vil po glavi? V bistvu, predvidevam, sam zalep ali pa pej čez 200, kaj se dogaja? V bistvu, ker je bilo tisti moment, je bilo sam, da ne bom padel. Iskreno, stalo mi je bilo vse. Si znam predstavljati, ja. Kdaj si pa začutil, da je to še pred tem skokom? Rekel si že v bistvu zaradi kolena, tudi sam si rekel, da če bi lahko zdaj, bi mogoče še kakšen let prej. Ja, v bistvu november je prišel po novoletni Oberstdorf, so bili poleti, pa sem imel takrat kar en nivo, pa me niso vzeli v reprezentanco, takrat sem se pač odločil, da zaključujem in najmlajši prevzamejo. Taka je bila politika. Ja. Si že takrat vedel, kaj boš počel, oziroma si imel že razdelan te stvari, recimo ob tem zadnjem skoku, si imel že nek rezervni načrt, oziroma vedel, kaj boš počel po tem zadnjem skoku, ali je to prišlo po? Ne, v bistvu pot sem imel sem eno drugo stvar, jaz sem hotel iti čez onih skokov, pa se ti zglih ni speljal v tistem momentu, ne vem, kaj je bilo v koncu sezone, je pa Pogorelčnik pa Bertoncelj sta prišla do mene, da če bi pomagal ekipi. Proste roke sem imel takrat in sem rekel, probimo en let. In zdaj vztrajaš še vedno. Kako ti je, recimo, uživaš bolj zdaj na nek svoj način, ali si takrat, ali se lahko sploh kaj primerja s tem občutkom, ki si bil v skakalcu? Ne, ko si enkrat profesionalen, so drugi stresi, kakor pa zdaj. Zdaj imam druge strese, pa druge probleme, ni identičen, pač je čisto druga zgodba. Sem pa, ne vem, čez dan veliko bolj miren. Kakor pa ne vem, ker sem bil profesionalen športnik, pač zame so bili skoki 24 ur. Danes se pa pač, ne vem, rečeva primer, da zelo ne grem dol, pa naredim 2 kombinezona, ker prijem popoldne, pač lahko izklopam to. Ker sem bil pa kot profesionalen skakalec, sem pa cel dan premleval, pa kaj bi še, da bi izboljšal sebe, ne vem. Ja, pač je drug stres. Robi, sva tukaj v Kranju, v tvojem Kranju, tukaj si tudi začel. Koliko je, 5 let, odkar si končal skoki profesionalno. Zakaj ravno šivanje oziroma dresi
kje je prišla ta ideja, oziroma te bolj mikal zmeraj že tekom kariere. Zakaj ne recimo veliko igre v trenerstvo, zakaj ravno dresi? Ja, v bistvu, ker sem končal kariero, sem mislil, da v bistvu sploh nam nič v stiku s hokejem, ampak nekaj se ni razvil tako, kot bi se mogli. V tistem času sem bil malo prej in je prišla pač ponudba, da bi delal kombinezone in pa razvijal za reprezentance in sem pač rekel, da bom sprejel. In se zdaj zgodba odvija naprej. Ja. Koliko časa si pa rabil, recimo, ne vem, tukaj zdaj vidimo, šele letos smo, dobro je tudi javnost izvedela, kakšni detajli, v kakšnih detajlih, milimetrih, centimetrih se gre, koliko časa si rabil za te malenkosti, to hitro osvojiš, ali si rabil tudi ti kar nekaj časa, da si recimo te res milimetre in centimetre natančno zadev? Ja, ne, v bistvu je bilo tako, da najprej, mi smo imeli prej enega Francoza, ki je za nas delal, tako da jaz sem začel pač praktično iz nič in sem mogel vse kombinezone podreti, kroje ven dobiti, pa pač po feelingu sem začel pač spreminjati kroje in pač vsako leto so se spreminjali kroji, tako da se moraš pač prilagajati glede na pravila in pač za vse te fante in punce pač temu slediti in popravljati. Prima. Kako je pa recimo iz tvojih časov, ki si rekla, že 5 let nazaj končal, pa danes, kaj je tista največja razlika v dresih? Se nam lahko mogoče kar pokažeš, če imaš? Ja, v bistvu razlika je, ne vem, to je recimo od punc dres, mi smo imeli ta rokav, fanti imajo pa zdaj v bistvu ta rokav. Tako da v bistvu ta rokav je bil tukaj noter narejen. Kar je razlika, zdaj imajo fantje pravilo od 2 do 4, mi smo imeli pa 6, ampak imam jaz občutek, da smo imeli mi veliko bolj lovske drese, kot jih imajo danes. Zanimivo. A se pa recimo se tudi razlikuje, ne vem, včasih ste imeli drese recimo za letalnice iste, kakor tudi za navadne skoke, a se to kdaj? Ne, dresi so isti, edino kar se spreminja, ne vem. Mogoče za manjše letala, mislim, skakalnice, da vzameš malo bolj počasen material ali pa ne vem, če je od zadaj veter. Načeloma pa, če ti en material odgovarja, probaš to pelati tekom sezone, da pač nabegaš sebe na tekmah in pa občutke. Si pa tudi tako skozi dejaven, v smislu potuješ z reprezentanco na te tekme, ali lahko te stvari od doma delaš s tem med sezono? Ja, v bistvu iskreno povedano, največ vidiš na televiziji, zato ker danes so take dobre kamere, pa take dobre posnetki, pa slike na internetu, da v bistvu na skakalnici si, če si gor na stolpu, praktično nič ne vidiš, moraš iti res dol v iztek, tam, ko skakalci ven hodijo, pa še to težko vidiš, no, tako da najlažje po televiziji vidiš. Zdaj pa ja, ne moramo zdaj so res na tapeti te dresi, v skakalnem svetu smo bili vsi na nogah. Kakšno je tvoje mnenje glede tega? Vemo, skozi se tukaj hodi po robu, ampak to je skoraj v vseh športih, ampak okej, skoki so tisti, ki res odločajo tudi te malenkosti. Glede teh Norvežanov je bilo veliko že napisanega, ampak kaj misliš, so res storili nekaj res tako hudega, da morajo biti tako kaznovani? Kakšno je tvoje mnenje glede tega? Glede te kazni, konec konca, da so bili tudi v suspenzu? Ja, zdaj v bistvu tako je, ne. Zdaj pravila so bile določene, letos so tako, kot je pri temu kombinezonu. Tukaj noter, ki so pikce, so čipi, ne. In to pomeni, da je bil dres pregledan, se pravi najbolj pomemben podatek je roka, noga pa prepustnost. In če se karkoli spremeni, pomeni to, da je bila manipulacija dresa in če do tega prije, pač sledi kazen. Tukaj je prišlo do manipulacije dresa. Pač primer, da bi jaz tukaj dol skupaj razkorak zašel, pa bi pomenil nogo, pa bi noga falila 5 cm, to pomeni, da smo pač nekaj na dresu spremenili, ker dres dobi čipe takrat, ko ustreza glede na fanta. Zdaj so pa itak, zdaj so te stvari v bistvu tako narejene, da se spravljajo dresi, je tako? Ja, zdaj oni pač po vsaki tekmi poberejo dres in za njih skrbijo in tekmovalci pol ure pred tekmo vzamejo drese in pač nastopajo z enim dresom. Razen če je primer, ne vem, tako kot je Domen padel, recimo, kar sem ti lahko drugega povedal, zato ker ga je pač uničil na riti.
ali pa ne vem, če bi bil ekstremen dež, da bi bili res zelo mokri, bi oni pač dovolili, da pač zamenjajo, ampak tudi tisti dresi so pač počepirani, ne, tako da v bistvu tukaj problem je samo kontrola. Vse to sem te hotel vprašati, kako je s tem, kako bi po tvojem mnenju misliš, da to lahko rešili, če sploh, kaj je misliš, da zate rešitev v tem primeru, da se sploh ne bi več o tem na tak način pogovarjali? Ja, ne, pač treba naštimati 2 striktna kontrolorja. Ne vem, zdaj primer, ne vem, lahko je en kontrolor, pa naj prihaja, ne vem, magar vsako drugo tekmo, drug trener dol ali pa staff aj velik, pač ne vem, da se menjajo tu dol pač iz druge države in da so pač prisotni, kako se kontrolira. Problem je samo to, ker imajo določene nacije Privilegije. Privilegije, ja. V bistvu zaradi tega je pa prišlo do tega. Ne. Pač tukaj je problem samo kontrole. Kaj si rekel, stres zdaj, ki ti predstavlja, recimo, a si odgovoren konec koncev, ko pride do teh diskvalifikacij, a si na trnih, ko pridejo skakalci dol in čakaš, da bo dobil tisto zeleno luč, ali pa bog ne daj, da potem po parih minutah naznanijo, da je diskvalificiran, kako je s tem, ali takrat ni več odvisno od tebe? Ja, v bistvu, ja, si, tako kot se je zdaj naredilo v Planic, ko smo bili zvečer Žigam Jančarjem, ko se je pač dal modres plombirati, pa so ga pregledali, pa so rekli, to je treba popraviti, pa se je šlo hitro v sobo popraviti, pa so ga je spet dol prinesel, pa ga je pogledal, pa je rekel super, drug dan ga je pa razskakal in vrgel, mislim, si ja, vsakeč, ko te enega ven potegnejo, si pač. Problem je tukaj, da on so kontrole, no. Saj v bistvu, če bila kontrola striktna, pač ne bi prihajali do tega, kar prihaja. Zdaj, ki si rekel, da so tudi mlajši fantje, pa si prisoten zraven reprezentance, sicer ne v tej obliki, ampak jim podeliš kakšen nasvet, rad te vprašajo konec koncev mlajši fantje za kakšen dober nasvet. Če me kdo kaj vpraša, ja, povem lepo, nočem se kaj dosti vtikati, ker imajo svoje trenerje. Jaz sem bolj, ne vem, pozabavam se z njimi, da je to sproščeno vzdušje, ne vem. Če si kakšen daj kaj zasluži, pač mogoče odreagiram malo bolj na ostro, ampak pač tako je. Te še kaj zamika, bi se kdaj še spustil po... Ne, v bistvu eno stavo sem zgubil, ki bi mogel že 2 leti nazaj skočiti. Ne, jaz sem si pač rekel sam pri sebi, ker sem med publiko vso opremo zmetal, da na skakalne smuči več nastopam. Torej, pa moramo v kamero pogledati, Norjaki Kasai je lahko meren, kakšen veteranski rekord ne bo padel, tako da Norjaki lahko mirno spiš. Ja, ne, saj z Norjakem so zelo dobra prijatelja in vsak let, ki je v Sloveniji, se podružujem pri Ehmenu obisk. Lepo, res je ikona teh skokov. Ja, počas pod koncem, ampak vseeno moram se ustaviti tukaj. Kolesarjenje in skoki, tudi sam ti sledim na Stravi, kako je, recimo, kakšen je tvoj najhitrejši rezultat, recimo na Vršič, ki ga vsi tako upevamo? Ne vem, za Vršič pa bil sem sam na eni dirki. Ne vem, 40, pa drugače še nisem bil glih. To je po moje prvo let, a sem že 2 let kolesaril. Težko bi zelo lepo, jo. A s Primožem sta kdaj kolesarila, te kdaj povabil ali pa ti njega na kakšno turo? Ja, sva bila, parkrat so bila skupaj, so bila na kolesu, tako je biti kar zabaven z njima na kolesu. Kako pa ti gledaš na to, v bistvu, da mu je tako uspel v bistvu, iz teh smučarskih skokov, to je prej rekel, izjema kot neko pravilo. Kaj misliš, da je recimo njemu najbolj pomagalo, da je prenesel iz nekih skokov v kolesarstvo, čeprav pač gre za čisto drug šport? Tukaj sva rekla eksplozivnost, tam vzdržljivost, kako je s tem? Ja, mislim, pa on sigurno ima, naravno je pač vzdržljiv. Zdaj, kaj se je v skokih naučil, ne vem, bi najlažje on povedal, ne vem, mogoče iti prek sebe v določenih momentih, ampak ne vem, se mi zdi, da to, kaj pač on trmast, da ga je na koncu. Neki so mu dali skoki, ampak v kolesarstvu se je pa razvil, pač do te mere, tam, ker je.
še to dam vsakemu gostu vprašanje, kje se vidi čez 10, 15, 20 let, kje se vidi Robi, imaš kakšne načrte za... Kako čez 20? Je v pokoju. Evo, to jih je že nekaj rekel, tako da ja, to je... Ja, ne bomo videli, ja, ampak... Ja. Kaj ti je v bistvu, recimo, če bi se zdaj lahko zahvalil skokom, športu nasploh, kaj ti je dal največ, oziroma kaj bi mu namenil, če bo namenil lahko kakšno besedo ali pa dve? Ne, tako kot sem že na začetku rekel, pač se mi zdi, da šport te izoblikuje, proces, trenerji, pač vse to, kar doživljaš v športu, pač te naredi eno osebo. Tako kot eni pač pravijo glasba, verjamem, ampak mislim, jaz pač nisem muzičar in ne vem. Ja, mislim, imaš stvari, ki te izoblikuje, no, in jaz mislim, da je šport pač mene izoblikoval tako, kot sem. Ja. Super, Robi, evo, res me veseli, da si vzel čas zame, res sem užival. Še kot rekel, majhen fant, malce si starejši od mene, sem vas gledal konec koncev že ta Salt Lake in sem vas občudoval, vse fante, in res hvala ti za vse. Res upam, da boš še naprej tako uspešen, da bodo naši fanti imeli najboljše možne kombinezone. Pa še to, je to res, šivaš tudi za druge reprezentance, ampak za naše najboljše kombinezone? Ne, v bistvu pomagam samo v Ukrajini. Ja. Ja. Ampak naši dobijo najboljši tretmane. Imamo ločen. Ja. Ločen, oni imajo svoj material, jaz imam za naše svoj material. Super. Hvala ti res in srečno še naprej. Hvala. Dolga doba je bila, če se sešteje vsa poletja pa zime, in to se kar sešteva. Drugače smo pa kaj v super odnosih, še vedno. Z Robi me pokliče, gremo na kolo malo Franjo, špilamo on domov, jaz nazaj v Ljubljano. Smo dobri, no, z vsemi, tako da ni težav. Super, in prav je tako. Za konec še tole. Vsako leto decembra javnost in novinarji odločajo, katera ekipa je v tistem letu najbolj zaznamovala slovenski šport. Skakalci ste bili velikokrat v ožjem izboru, pa vendar malokrat nagrajeni. Ste v ekipi kdaj se pogovarjali o tem, bi si zaslužili več, ali ste to pač odmislili in šli svojo pot? Ja, predvsem v zadnjem obdobju je bilo slišati precej na to temo. Jaz mislim, da si letos, to leto 2025, skakalci tudi zaslužijo, tako da to je to, kaj več pa naj komentiram.